Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Vstopamo v 12. sezono oddaje Ženska arena. Upam in želim si, da boste ostali moji zvesti spremljevalci, kot ste do zdaj, da boste aktivno sodelovali, kadar bodo kakšna nagradna vprašanja in podobne zadeve. In jaz se bom potrudila, da bom še vedno vam predstavljala pozitivne zgodbe, lepe zgodbe, vesele, srčne ljudi, ki so znali v življenju marsikatero bariero preskočiti, jo obiti, se spoprijeti z marsičem in priti iz svoje situacije kot osebni zmagovalec. Takšne osebne zmage so danes in pa tudi sicer največ vredne, ko premagamo sami sebe in ko se znamo boriti skozi življenje, potem z vsem, kar nas zunaj čaka, smo nepremagljivi. Takšna je moja nocojšnja gostja, izjemno temperamentna, vesela, nasmejana. Tina Gracer, dober večer. Dober večer tudi tebi. Dobrodošla v Ženski areni. Nasmejani sva že od prej, eno urico se že druživa, se pogovarjava. Se dobro počutiš pri meni? Zelo. Moram reči, da mogoče tiste začetne treme, kakor sem jo imela, ali pa jo mogoče še imam, se mi zdi, da bo zelo hitro minila. Nič treme, nič, čisto normalen pogovor. Moje gledalke in gledalci naj veselo spremljajo, ne morejo naj ugrizniti skozi kamero, tako da ne bo problemov. Tina Gracer, ko sem te najavila na svoji osebni Facebook strani, so bili krasni odzivi. Zasebca so mi pisali, tisto čedno punco boš gostila. Je pa bilo tudi vprašanj, a je to tista Gracer iz tiste znane družine? Je tako, je naša Tina iz tiste znane družine, kaj ne? Ja, iz te družine sem. Res, ja. En del, en zelo pisan, vesel kamenček mozaika te znane celjske družine, vendar ti imaš svojo osebno zgodbo, svojo lepo zgodbo, ki je tudi imela spone in padce, tako kot pri vseh nas v življenju. Pa gremo na začetek, rojstvo v Celju, rojena Celjanka. Ja, ponosna rojena Celjanka. Zdaj že 43. leto. Čestitam. Hvala. Bom izkoristila priložnost. Imela si rojstni dan ravno med vikendom in da to takoj na začetku opravim in ker si sama tako lepo povedala svoja leta, izvoli en lep cvet za tvoj rojstni dan. Vse najlepše želje. Dragana, hvala. Prosim. Tole je pa eno tako čudovito naključje, ker pa tudi jaz vem, da ti kmalu praznuješ rojstni dan. Pa jaz tebe hotela presenetiti, tako da vočla ti ne bom. Sem ti pa hotela tudi jaz izročiti eno majhno darilce, tako praktično. Izvoli. Ja, hvala lepa. Jaz bom nadaljevala najin pogovor, pa bom potem darilce pogledala, velja? Z veseljem, hvala ti. Najlepša hvala. Tako, obdarovali sva se, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, tudi za vas je Tina prinesla krasna darilca. Poslušajte naju, pozorno, prisluhnite pogovoru in zna se zgoditi, da ravno vi prejmete tudi tako lepo darilo, kakršnega sem prijela pravkar jaz. Nadaljujeva s tvojim otroštvom, rojena Celjanka. V katerem delu Celja si in ste živeli? Živeli smo v Novi vasi, na Okrogarjevi ulici, na enem takem skupnem dvorišču, kjer je že pred mojim rojstvom je že tam živel moj dedek, pa babica, pa potem sta moja starša prišla tja, pa potem je prišel moj stric s svojo družino, tako da smo v resnici vsi živeli skupaj na tem enem skupnem dvorišču. Tako da mogoče tudi tu ena taka povezanost med vsemi nami, moram reči, da sem izredno ponosna na to noto, ki sta jo in oče in stric ohranila skozi vsa ta leta, tako da z veseljem povem, kam pašem. Z veseljem poveš, kam pašeš. Tudi opazi se v stikih z vami, s komerkoli iz vaše družine, posledično pride do tega, da spoznaš pa še tega, pa še tega, pa še onega, ta vaša povezanost in ta vaša srčnost, kar je zelo lepo in tudi prav pride v življenju.
Si znala tudi kasneje sama takšno povezanost v svoji družini graditi? Pa jaz mislim, da mi kar dobro uspeva. Sem tudi jaz znotraj tudi naše družine pa svojega sina vzgajala v tem duhu, koliko v resnici pomeni ta občutek pripadnosti družini, kako pomembna so ta srečanja, velikokrat nedeljska, ta skupna kosila, ko jih imamo, da to nisem tisti, da prideš pa nekaj poješ, pa vsak odleti na svojo stran, ampak imamo vsaj enkrat na mesec, da se dobimo vsi, recimo z bratom, pa staršema, da se dobimo na kosilu in pa se to razvleče v celo nedeljsko popoldne, da se zmenimo vse za naprej pa za nazaj. Pa. Da se zmenite in da se si opora, da se izmenjate mnenja na svete, ne nazadnje družina je tista osnovna celica, ki ti vedno stoji ob strani v dobrem in slabem. Res je. Otroštvo lepo v Okrogarjevi ulici v Novi vasi, si hodila v vrtec? Ja, na Drapšinovo. Na Drapšinovo tega vrtca sicer zdaj ni več, ampak zelo lepi spomini me vežejo na ta vrtec. Zelo lepi spomini. Zelo. In omenila si brata, imaš brata mlajšega, starejšega, ne vem, a je Dejan od tebe starejši ali... Dejan je starejši od mene, ja, 8 let. Kako je to funkcioniralo? To bi zdaj v resnici morala njega vprašati, ker sem bila jaz vsiljivec, ker sem mlajša. Ampak moram reči, da imamo en tak res lep odnos. Nikoli nisva imela nobenih borb za kako pozornost ali kakorkoli že v mladosti, ne, vedno je bil zelo zaščitniški do mene, vedno me je podpiral. Tako da zdaj bo tako izgledalo, kot da so to zdaj zaradi kamer sami superlativi, ampak res, ampak so zares, tako čutim in verjamem, da je tudi iz njegove strani podobno. No? Je bil zaščitniški bratec, ko sta bila otroka? Ja, pa moram reči, da sem jaz tudi bila. Sem bila taka kar neugodna mlajša sestra, sploh ko je bilo vprašanje, kakšne prijateljice, ko je prišla k njemu domov. Aha, ja. Si bila radovedna? Radovedna pa niso mi bile, mislim, ni mi bilo, nobena mi ni bila prav posebej všeč, da bi ga odpeljala. A, tako? In si izmišljala kakšne otroške intrigice, da bi ti to preprečila? Pa, zdaj bom tako čisto iskren povedala, neugodna sem bila. Tako da ni nobena, razen ene izjeme, ki me spremlja skozi življenje, no, ona je zdržala. Ona je zdržala. Ona je zdržala. In sta še dan danes zelo dobri prijateljici. Ko vaju človek vidi skupaj, bi rekel, da sta sestri, o tem bova še kasneje, o tej nekdanji punci tvojega brata. Z bratom sta torej odraščala v Novi vasi, lepo otroštvo, lepi spomini na vrtec. Kaj pa osnovna šola? Osnovno šolo sem pa obiskovala, takrat je bil še Ivan Kovačič Fenka, zdaj je 4. osnovna šola. Tudi moram reči, da mislim, upam, da imajo tudi učitelji na mene lepe spomine, tako jih imam jaz na njih. Nisem bila pretirano, vsaj meni se ni zdela, veš, zahteven učenec ali pa zahteven otrok, čeprav imela sem pa določene svoje take fore. Si se rada učila? Ne. Pa veš kaj, tako se mi zdi, no, da mogoče tiste stvari, ko so mene zanimale, tist ni bil problem. Ampak nikoli mi pa noben ni znal, vedno je bil to, kar jaz v resnici še danes na nek način ne sprejemam v šolskem sistemu, ki ga imamo, da ta izobraževalni proces v resnici otrok ne ve, zakaj se uči. Tebi samo povejo, vse se učiš za sebe. Ampak ti, ko si star 10 let, ne veš, kaj to pomeni, zakaj ti bo enkrat v življenju prišel prav, ne? Na drugačen način, ne? Pristop
bolj aplikativno mogoče učenje. No, bi mi mogoče bilo bolj na kožo pisati takrat. Ampak danes se tega zavedaš in danes si že pri doktoratu, ki si se ga lotila s polno vnemo, torej si prišla do tistega, da se učiš na tisti način in tistega, kar tebe veseli in kar imaš rada. Še kakšen lep poseben spomin na osnovno šolo, razen tega učenja, ki je pač moralo biti? V resnici te spomini, ki jih imam na osnovno šolo, me spremljajo že celo življenje, zaradi tega, ker smo z 4 prijateljicami, 4 prijateljice smo, ki v bistvu negujemo to prijateljstvo že iz vrtca. Iz vrtca ven smo 4 punce, ki smo v resnici nerazdružljive. 4-peresna deteljica. 4-peresna deteljica, res. In moram reči, da vsi rojstni dnevi, karkoli takega je, to smo vedno skupaj. Tako da vedno znova obujamo neke spomine na ta najstniška leta. Tako da jih ne morem pozabiti, tudi če bi želela, ne. Verjetno si ta 4-peresna deteljica ima pod svojim skrivnostnim ogrinjalom 4 deklet veliko lepih, zanimivih najstniških spominov. Zelo, zelo. In tudi si štejemo veliko veselje in čast, da smo uspele to prijateljstvo ohraniti. Ena do druge, to je tisto, kar v življenju največ šteje. Da tudi, če se ne slišimo vsak dan, tudi, če se ne vidimo zdaj, karkoli v življenju je, jaz vem, da lahko računam na katerokoli izmed njih in prepričana sem, da tudi one vejo enako. Sošolci sicer kot razred se še srečujete? Ja. Bili smo zelo zanimiv razred. Moram reči, začeli smo, mislim, da nas je bilo v razredu 30 takrat, 3 razredi so bili v generaciji. Toliko so se vsi razselili, ne vem kaj, da smo na koncu, nas je ostalo 19 v 8. razredu. In ravno smo v fazi, da se pogovarjamo za obletnico, da bomo imeli. Tako da, ampak za nas tak ni problema, ker verjetno ene parih ne bo utegnali prideti, ampak za 15 ljudi se kjerkoli najde in prostor. Tako da tudi terminsko ne bo problem. Imamo pa vsi v resnici skozi stike. Tako da so se ohranila prijateljstva. Povedala si nam, koliko si stara. Kakšna je bila takrat ta tvoja pot do šole oziroma Nova vas in tja do dečkovega naselja? Je bilo drugače. Niso vas starši vozili v šolo, ni bilo toliko prometa, bilo je veliko bolj varno. Ike so bile znane kot Ike, ker sem Hudinčanka, vem, ker smo vedno z vami tekmovali kot dobra športna šola. Si se kaj športno udejstvovala? Ne. To sem bila pa v resnici, za ta del sem bila pa nekoliko prikrajšana, zaradi tega, ker sem imela na začetku osnovne šole hude zdravstvene težave. Tako da so se takrat, bom rekla, kar borili za to, da so me obdržali pri življenju, tako da smo me pol bolj kot ne v tem delu hoteli v vato zavijali. Čeprav sem bila pa zelo taka neustrašna, čisto vsega sem se lotila, ampak je na koncu bilo, da sta pa vseeno poklicala v šolo pa rekla, da mogoče pa jaz pa to vseeno ne bi. Pa se veš, kak je, po 14 letih začneš pa izkoriščati, da ti ni treba telovaditi. Pa ti pa že paše, da ne telovadiš. Fantastično. Koliko prej želiš, pa hočeš, pa ti pa že paše. Je bilo kaj špricanja šole? To še ne bo osnovna šola. Zdaj, ko je Lan zaključil, to je sin moj, zaključil srednjo šolo, lahko povem, da ja. A prej si pa tajila? Pa se je vedel, ampak zdaj lahko tudi javno povem. Šport ne, pa kakšen drug hobi se je že pojavil v osnovni šoli pri tebi? Ja, bila sem pa, zaljubila sem se pri 10-11 letih, sem se zaljubila v konje.
Pa ne toliko sam šport kot tak, ampak sem se zaljubila v konje kot te mogočne živali. Zdelo se mi je nepojemljivo, da lahko en človek kontrolira tako mogočno, graciozno žival in da ga uboga in da je to vse štima tako, ko more. In si takrat že začela se učiti jezditi, hodila kam, kako, obstaja neka zelo lepa zgodba o tebi in tvojem konju, pa nam jo zaupaj, prosim. Ja, moj oče je bil zelo strog. Tudi mama ni veliko zaostajala, moram reči, no, mu je zelo dobro sledila. Tako da jaz nisem niti se smela, niti nisem hodila na igrišče, da bi se smela kaj veliko družiti okoli. Ker sem si pri 5 letih sem si izbrala, da bom jaz igrala klavir, sem pri 5 letih začela igrati klavir in vse, kar sem lahka, je bil pač klavir. In jaz sem si želela recimo plesati balet. Ja? Ampak ker sem si izbrala klavir, sem morala hoditi na klavir. Lahko sem hodila pa gledati, kako plešejo balet. Ajoj. Ne? Tako da, in potem je imel prijeme, ampak on je že vedel zakaj. Ja? V glavnem, in potem, ko sem se zaljubila v konje, so oni začeli mene voziti v Socko. Takrat ni bilo tam kluba in nič takega, to smo bili v bistvu tisti 3, ko smo zahajali tja. In to se je mojim staršem očitno zdelo super izhodišče, zato da sem jaz tam in da mi ne more iti nobene kozlarije po glavi. Pa še koristno je, lep hobi. Koristno je, točno tako. In potem je ta kobila, na kateri sem se pač učila jahati, tekmovati nisem smela, ker je bilo to absolutno prenevarno. V glavnem dobila žrebička. Ja. In ko je prišel na svet, jaz sem bila zraven in potem smo tega... Ti bila babica. V bistvu sem bila babica, ja. V glavnem potem je ta kobila poginila. In takrat je ta žrebiček moj bil star 6 mesecev cirka. In pol je takrat, ker je bila to pač seveda ena navezanost, pa žalost, pa tako naprej, je rekel, ata je rekel, lej, žrebička bomo kupili, zato da imaš ti obveznost naprej, tak ali tak bo pa še trajalo 3 leta, da bo on postal uporaben za to, kar ga ti želiš imeti. Takrat boš pa ti to že bolj zrela. V glavnem, in tako so se pletla ta leta, ko sem jih jaz tam preživela, v bistvu celo srednjo šolo. Vsak dan. Vsak dan. Vsak dan. In imel je, navajati jih on mene v resnici imel, ker če je karkoli bilo narobe, je naredil tam bremzo. V glavnem nisem pač morala biti ubogljiva, tudi če kdaj nisem hotela biti. Ali pa v šoli, če ni šlo tako, kot so si zamislili. V glavnem, potem sem jaz s tem konjem, pač se je seveda tako z vsako živaljo, s katero si vsak dan v stiku, spletlo eno tako zelo lepa navezanost in prijateljstvo. Verjetno sta se že z očmi pogovarjala, ni bilo treba komunikacije druge, nič biča in podobnega. Ne, ni doživel ne ostrog in ne biča. Bil je pa, ne glede na to, kak je bil velik, res je bil velik konj, strašno plašen. On se je skril za mene. Ko je karkoli zašumel, je on za moj hrbet stopil in je gledal čez mojo ramo, če je zdaj varen, da on še kak korak naredi. Tako da je bila ena taka lepa navezanost. Posvojil te je na nek način, ker mame se ni imel, ne? Ja, res. Ti si bila pa z njim skozi, ne? Tako da zdaj mogoče preskakujem, ampak da bom to zgodbo dokončala. V glavnem Ganje potem, jaz sem šla študirati na obalo in potem je bilo tako, da je on v resnici bil sam. In potem je spet imel moj oče razlog, da je rekel, če boš v 1. letniku naredila vse obveznosti,
potem pa lahko tudi konja, če boš našla ustrezno nastanitev za njega, pelješ dol. V glavnem, in spet je bil pogoj in jaz sem naredila predčasno vse izpite. In Dobra motivacija. Lej, naštudirano me ima, po Celjsku. Seveda. In pa se spomnim, da sem prišla k njemu v pisarno in rečem, čuj, tule so izpiti. Veš kaj, Gana pa jaz peljem na Korte. Pa prav, jo ne, kje pa bo? Na tejle kmetiji. Je rekel, ja, kdo ga bo pa pelil? Dušan. Ja, s čem boste pa šli? Ja, s prikolico. Ja, kdo bo pa vlekel prikolico? Ja, ti boš posodil kombi, ker si mi obljubil. In sem ga spravila v situacijo, da pač seveda ni bilo. In to moram reči, da so bila v resnici 3 najlepša leta moje mladosti, da sem jaz lahko bila odgovorna za njega, da sem jaz zjutraj letela v štalo, da sem jaz skidala, da sem ga nahranila, da sem ga peljala ven, da sva v resnici, to je bil tisti tak občutek svobode in tiste res ene take ljubezni, no. Potem sem pa jaz se zaljubila, stara sem bila takrat 23 let in sem zanosila in poligan stal. Jaz pa nisem zdaj dovolila, da bi pa kdorkoli drug se ukvarjal z njim. Tako da in potem smo nekako vsi skupaj morali sprejeti odločitev, da konc zdaj ne more 2 leti v štali stati. Tako. In sem našla eno deklico v Prekmurju, ki si je neskončno želela imeti konja. In jaz sem takrat videla v tistih njenih učkah sebe pred nekaj leti in sem rekla, to je to, prosim, samo rada ga imej, skrb za njega, kadarkoli bo karkoli pridem, ti pa tudi mene vse obvešči. V glavnem, jaz sem tega konja njej podarila. In potem se je moja življenjska zgodba peljala, kakor se je. Jaz sem se potem vrnila v Celje in meni ni dal miru, da sem jaz njega pustila na cedilu, v resnici. Ampak jaz sem bila takrat študentka, nisem imela svojih prihodkov, otrok je bil, je bila pač taka situacija, da preprosto ni šlo. Tako. In sem rekla, ne, jaz pa zdaj grem v akcijo. In če je slučajno, da se z njim ne godi tako, kakor sem si jaz zamislila, bom jaz tega konja pripeljala nazaj. V glavnem, in jaz sem prišla k tem ljudem, to je bilo po 5 letih, kar so oni konja imeli. Vmes nisem hotela hoditi tja, zato ker mi je bilo hudo. V glavnem, in jaz pridem tja in oni meni rečejo, da tega konja nimajo več, da je bil nemogoč, da oni si z njim niso mogli nič pomagati in da je prišel en gospod, da se ne ve, odkot je bil, mislijo, da je bil iz Avstrije in je tega konja odpeljal. Če se pa še enkrat od začetka, kako ne veste, kam ste konja dali, ne? Lejte, sploh ne govorite in mi je ženska zaprla vrata pred nosom. In sem ostala pred vrati čist, In pol sem aktivirala vse, kar je bilo možno, po številkah teh rodovnikov, po imenu, vse, kar je bilo možno, sem preklicala, preiskala. V glavnem in sem vedno naletela na isti odgovor, da pač verjetno, da če ga nikjer več ni v nobeni evidenci, da pač konja verjetno ni več. In lansko leto, bil je, mislim, da 6. december, se zjutraj zbudim in gledam telefon in gledam slikice, storije, In vidim enega konja, kako se vala po snegu. Gledam, rečem Pikolo, kako mu je pa podoben mojemu Ganu, Gledam, kjer konj pa je to, zakaj pa sem jaz zdaj dobila tale story. Gledam, Laura, kdo je ta Laura, v redu. In grem seveda, tako je detektivska Tina v akcijo, in grem gledati, kdo je Laura. In najdem na njenem profilu, da je lansko leto ona objavila za njegov rojstni dan vse najboljše, ti moj
Zlatko, za tvoj 26. rojstni dan. Čak. In to je bil, Dragana, veš kak prizor, v pižami. Sem sedela na tleh v dnevni sobi in sem gledala rodovnik od konja in sem gledala sliko in sem gledala to žensko in sem rekla, meni se sanja. Kaj se dogaja? To je tvoj konj. Ja, in jaz punci napišem in sem napisala oprosti, lej se vem, da je ful osebno vprašanje, ampak a mi prosim poveš, odkot je ta konj? Pa napisala, ja, to je gon, tvoj. Jaz vem, da je to tvoj gon. V glavnem, ona je Gana v resnici potem rešila iz enega kluba, kjer je imel astmo, garje, vse, kar je možno. Ga je ona in njen fant, to je punca stara 24 let, sta kupila kmetijo za to, da sta rešila dva taka boga konja. V glavnem sta te konje pripeljala k sebi domov in jaz sem se seveda, Laura, prosim, kdaj lahko mislim, tole je, jaz sploh ne pridem k sebi. V glavnem, in od takrat naprej ti moram priznati, da verjamemo Božička. Verjameš v Božička? Verjamemo Božička, zato ker to je bil moj gan. Je bil. In moram reči, da kakorkoli se čudno sliši, ampak jaz vem, da je on po pol ure, ko sem bila tam, vedel, da sem to jaz. Te je prepoznal? Jaz mislim, da me je. V glavnem, in se mi je zdelo, da sem nekaj v življenju pa vse naredila prav, da sem doživela to srečo, da sem ga lahko videla in da eno tako lepo zadoščenje. Samo videla si ga, nista v kontaktu več? Bile sva v kontaktu, še vedno sva z Lauro v kontaktu. Klicala me je aprila, oziroma bil je marec, da je gan zbolel, da bil je star že 27 let, kar je za konja zelo visoka starost, da čakajo veterinarja in da ne vejo, kako bo, ker se ne more več ostati. In pa me je klicala nazaj in je rekla, ne bo šlo, doživel je, kar je imel za doživeti in ga bojo morali uspavati. In sem jo prosila, če lahko počaka veterinar toliko, da pridem tja. In sem se sedla v avto, bila ura 10:30 zvečer in sem se peljala tja in sva bila obe zraven, ko so mu dali injekcijo in je zaspal. Ampak, veš, tako bom rekla, zdaj se lahko začnem jokati, pa se ne bom, ampak to je ta cikl življenja. In nad vse srečna sem, da sem ga sploh še lahko videla, da sem bila zraven, ko je prišel na ta svet, pa da sem jaz kot človek zmogla biti zraven njega, ko se je poslovil. In je zaznamoval moje življenje za vedno. Pa upam, da je tudi malo njegovega. Tako da ja. Ganljiva zgodba pripelje solze v oči. Lep spomin imaš. Ja. Lep spomin, v bistvu zelo veliko let je doživel od prvega do zadnjega dne, pa si bila ob njem, čeprav je vmes bilo tisto, kar je bilo. Ostali sva pri tvojem otroštvu oziroma pri srednji šoli in pa še veliko zanimivosti bova povedali po čisto kratkem premoru, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Vrneva se čez nekaj trenutkov. Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle, mi smo! Kaj se dereš, se te slišim? Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim.
Spet smo v ženski areni. Moja gostja, zanimiva gostja Tina Gracer. Polovico oddaje je že minilo, pa sva še vedno v tvojem ranem mladostniških letih, najstniških letih, če se izrazim po tvoji življenjski ljubezni, ukvarjanja s konji, morava malce zagalopirati, če želiva povedati celo tvojo zgodbo. Sicer bomo ostali v mladosti in ne povedali še tistih drugih zanimivih stvari iz tvojega življenja. Srednja šola v Celju. Srednja šola v Celju, ja. Kaj si? Na ekonomski sem bila. Na ekonomski? Ja. Aha. In kako je bilo tam? Tam so mi pa že majčkeno tudi hormoni nagajali. Ampak ja, uspešno sem zaključila srednjo šolo, no, tako da ni bilo. Bil je v bistvu malo uporništva je bilo v meni, zato ker sem si želela iti tako kot sošolci, večina teh, ki smo se družili na gimnazijo, pa se je takrat zdaj bo tako izgledalo, kot da je bil tiran, pa res ni bil. Oče je odločil, da pač je boljš, da grem na ekonomsko. Bolj uporabno. Bolj uporabno, da imam poklic in da... Tako. In po srednji ekonomski šoli si že takrat kakšen hobi gojila ali kaj podobnega, klavir si igrala, balet si gledala, kaj... Je bilo še kaj drugega razen oporništva? Ne, v resnici sem potem takoj, ko sem zaključila, potem zdaj preskakujem faks, postala že pa mamica. Aha. Tako da je šlo vse skupaj zelo hitro, kakor sem bila prej skozi nekako zaprta noter, nisem imela tistega dela, da bi se lahko, ne? Ja. Da bi se, tako kot rečemo, zdivjala, ampak vse je za nekaj dobro. V bistvu si upisala katero fakulteto? Rekla si prej, ko si pripovedovala ganljivo zgodbo o svojem konju, da si šla na Primorsko. Kaj si? Ja, podjetništvo. Podjetništvo. Torej, nekako si tlakovala pot v družinsko podjetje s svojimi izobraževanji. Po poti izobrazbe, ja, drugače pa nisem videla. Ne, v nobenem delu. Zato, ker sem bila v resnici, vedno je tako, ne, vsaka zgodba ima dve plati, ne. Tako. Kakor se mogoče velikokrat sliši vse superlativno, ne, na drugi strani sta bila mama pa oče v resnici zelo veliko odsotna, no, predvsem oče kot podjetnik v teh letih, tako da smo imeli zelo malo časa, no, ne, in si nisem želela obuti teh čevljev pa skrbeti za 60 ljudi, ki jih je takrat vodil. Se mi je zdel to absolutno prevelik stres, no. Tako da sem bolj si želela jaz solo varianto, karkoli drugega. Karkoli drugega. Ja. Vem, da si tudi v pravo se usmerila. Ja. Če ostaneva še malce pri izobrazbi, preden poveva potem tvojo poslovno pot. Kako si v pravo zajadrala, brati odvetnik, je morda kaj to vplivalo? Ja, v bistvu sem si želela jaz tudi pravo študirati, čeprav to zdaj ful težko rečem, ali je to zato, ker sem jaz njega občudovala, ne? Pa sem si zato želela biti kot mlajša sestra mu podobna, ne? Da mi je bilo pravo, ampak v resnici ta pravičnost je mene skozi vlekla, ne? Da bom jaz skrbela za tiste, ki ne se jim godijo krivice, bolj je bil to moj vzgib, no, ne, v tem delu. Tako da, ja, potem je v bistvu pot me peljala naprej na podiplomski študij na pravo. Tako da, ja, potem sem pa v resnici začela že delati, no, takoj po faksu, ko je bila stara 1 leto, tako da s 25 leti sem potem začela redno delati. V domačem podjetju? Ne. Bila sem v Ljubljani, delala sem na enem skladu tveganega kapitala, ena finančna inštitucija, kot v bistvu preučevalec projektov. V bistvu mi je ta izkušnja od doma
da sem bila v bistvu jaz že od osnovne šole naprej, smo oba dva z bratom, sva mi dva morala delati. To ni bilo trte mrte, ne. To, ko so bile počitnice ali pa vikendi, smo vsi morali prijeti, ne. Tako da mi je zelo prav prišlo v življenju to, da sem imela te zametke, da sem znala prepoznati tudi v teh projektih tisto pravo noto, no. Tako da to je bilo to, kar sem bila v Ljubljani. Potem sem se pa vrnila v Celje. Ja. Takrat v Ljubljani sem jaz v bistvu delala tudi licenco za nepremičninskega posrednika, ker smo se ukvarjali z nepremičninskimi projekti že takrat. In potem, ko sem se vrnila v Celje, sem jaz iskala stanovanje v Celju. In se spomnim tega bloka na Ljubljanski, vsi ga poznamo. V glavnem, in to je bila takrat, se je začela 2007-2008, se je začela več ta kriza na nepremičninskem trgu in se je vsa prodaja ustavila. In meni se je zdelo, da jaz bi pa to zmogla. Vsi ustavljajo, ti bi zmogla. To je Tina. Tisto, vsi pravijo, da ne gre bi jaz, pa meni se pa zdi, da ja, ne? In jaz sem toliko verjela v to, da bi pa to lahko šlo, da sem na vse pretege hotela priti jaz pa do takratnega predsednika uprave banke Celje, da jaz to njemu povem. Ampak jaz mu moram povedati. In jaz sem na fizioterapiji srečala danes žal pokojnega gospoda Drofenika in midva sva se takrat, hvala Bogu, sem tudi jaz bila njemu s to energijo všečna za to delo in mi je takrat ponudil priložnost. In on je bil v resnici, do danes lahko rečem, človek, ki je po poslovni plati najbolj zaznamoval moje življenje, s svojimi vrednotami, moralnimi načeli in z neizmernim ponosom sem delala za njega, lahko rečem. Tako da takrat sem v bistvu začela potem sodelovanje z Banko Celje takrat. Ja. Najprej kot zunanja sodelavka, potem pa kot po parih letih, no, sva pa stkala eno tak, bom rekla, en tak lep odnos in me je povabil v ekipo kot vodjo prodaje nepremičnin, ki so bile v lasti banke. Tako da bom rekla, to so ena taka lepa leta, no. Če smem samo to, zdaj sem se mogoče malo dotaknila teme, ki me zaboli, ampak jaz sem z največjim ponosom in veseljem delala za Banko Celje, dokler je bil on tam. Potem sem se pa izgubila, tako čisto zares. Nisem več našla tiste opore. On je bil res človek za ljudi. Res je bil človek za ljudi. On je znal reči, on je znal biti jezen, on je znal biti, seveda, kot vsak vodja, zahteven vodja, ampak znal je reči pa oprosti, pa znal je reči hvala. Kar je največ. Sploh, če gre za nadrejenega. Res. To so tisti odnosi, ki štejejo. Zelo veliko me je v življenju on naučil. Te je zelo veliko naučil. Omenili sva tvoj študij, služba. V nekem trenutku postaneš tudi mamica samohranilka. Ja. Občudujem takšne ženske, ki zmorejo vse to, graditi svojo izobrazbo, graditi svojo profesionalno kariero in biti mamica samohranilka. V svetu, v katerega si se lotila, ni bilo nič poslano takrat, oziroma je bilo vse narobe. Vemo, da je svetovna gospodarska kriza takrat bila, nepremičninski trg, kot si sama omenila, se je ustavil, ti pa z glavo skozi zid, mamica samohranilka. Kako si zmogla? Težko je bilo. Težko je bilo. Velikrat je vlogo morala prevzeti moja mami.
Tako da, če sem popoldne imela obveznosti, seveda v službi sem bila do 5-6 popoldan, ko so bile kakšne take zadeve, tudi po 2 dni, ne, lani je bil takrat majhen. Ampak vseeno se mi je ravno to, kar si rekla, ne, se je bila kriza, pa ne, vsi smo se borili na nek način, ampak jaz sem vedela, da se moram boriti. Ne? Zato, ker vzgajamo z zgledom. Mene so starši z zgledom vzgojili, z delom. Tako. Ne? In nikakor drugače si nisem znala predstavljati, da bom jaz vzgajala, ne, svojega otroka. Tako da tudi njegov oče je uspešen podjetnik, tako da tudi na oni strani je imel, ne, eno tako lepo izhodišče, tako da treba se je bilo pa boriti. Treba se je Ne? pa boriti. In najlepše je, ko ti potem kdo odpre vrata, ti da priložnost, verjame v tebe, ker potem je velikokrat lažje tudi v sebe verjeti. Lažje v sebe verjeti in to je tisto, kar smo čisto na začetku oddaje omenili, družina, ki ti je opora, ne glede na to, da nisi šla v njihovo, vaše domače podjetje Mirotex, da so ti stali ob strani, da ni bilo zamere zaradi tega, da so te podprli, da želiš svojo pot, svojo kariero, ki je popolnoma drugačna od tistega, kar so pač starši želeli. Oba z Dejanom sta se dejansko usmerila drugače. Zakaj pa gledala si balet, prišla si gledati naše predstave v Zarju, tvoj brat je zelo dobro igral v gledališču v svoj čas, sva bila soigralca, zakaj pa nisi prišla na naš oder? Zdaj si pa isto rekla, ko moj prijatelj Bojan Umek. Veš kaj, tolikrat se mi je zdelo, da hodim po Dejanovih stopinjah, da so me skozi morali bremzati. Jaz bi vse. Jaz bi vse v življenju probala. Meni se zdi, da pa če 200 let živim, da bo premalo, da bom probala vse, kar si želim. Ne? Res te energije imam ful in so me morali, ne? Tako da v resnici nisem imela niti te možnosti, da bi se vam pridružila. Vem pa, da si nas gledala. Gledala pa absolutno, ja. To pa vem in vem, da z njegovim takratnim dekletom, ki sva jo omenili, si še danes kot sestra, dobra prijateljica, več kot dobri prijateljici sta, gre za Betko Šuhelj. Z veseljem povem, ni skrivnost, s katero marsikdaj zelo lepo zapojeta, ko se podata v hribe. Redkost je takšno prijateljstvo, kot je med vama. Ja, zelo mi je všeč zaradi tega, ker smo v resnici vsi Dejan in Betka sta dobra prijatelja. Beti, Dejanova žena, otroci poznajo Betko, Betkin sin in mož poznata mene. To so taki eni lepi odnosi, ostali, kakorkoli. Sej življenje piše svojo zgodbo. Normalno. Sej tudi, če nisi včasih za skupaj, ne pomeni, da ne. A veš, si včasih delamo preveč. Začenši pri sebi. Sem rabila čas za to, da sem tudi jaz ta del predelala. Ja, čas, da se to predela, potrebuješ, pa se pa normalno naprej živi. Ja, in z Betko smo v resnici našli ta stik par let nazaj, ker jaz sem bila res nemogoča najstnica do nje. In ko je pa ona začela s temi vzhodi, ne? Ja, na Šmarno goro, ona še vedno, še dan danes, vsako jutro gre, ti z njo. Ja, probam se izogniti Šmarni gori, da jo peljem na kak Roblek ali pa na Triglav sva šli, pa na Viševnik in to mi dve imava vedno pohode. Jaz sem se toliko zaljubila v te sončne vzhode, da drugače ne morava iti kakor na sončni vzhod. In to so štarti ob enih zjutraj, veš. Zanima me, zakaj nista nikoli posneli skupaj kakšno pesem, ker res božansko pojeta? Le izziv za naslednjič. Da naslednjič. Dobro, naslednji oddaji bo. Se ona bi, pa Jan Plestenjak vam bo besedilo napisal. Recimo. Bo? Ne vem, ga bomo izvali. Preden še nadaljujeva malce tvojo osebno kariero, kako si jo peljala dalje po Banki Celje, bi pa jaz se spomnila na vse tiste, ki jim danes ni toplo pri srcu, ki so izgubili svoje domove v času minulih poplav in bi prosila režijo za
Čisto kratek opomnik, še vedno traja akcija zbiranja pomoči vsem, ki jih je prizadela poplava, vsem, ki so ostali brez domov. V naši oddaji v mesecu avgustu smo na nek način poskusili pristopiti, poskusili smo jim pomagati in to še vedno traja. Na ekranih se vam izpisujejo številke, kam lahko nakazujete denar, vse tja do meseca septembra. Akcije bodo trajale zagotovo dlje. Oddaja je bila 15. avgusta, žal kamere so ugasnile, novinarji so se že umirili s pisanjem, prostovoljcev ni več toliko na terenu, dejansko veliko prej, kot smo se bali, se je zgodilo tisto, kar se je, da so ti ljudje manj ali več ostali prepuščeni sami sebi. Zato še enkrat moja pobuda, pomagajte, kolikor je v vaših močeh. Z enim SMS-om ali z nakazilom, manjšim nakazilom, nekomu bo to pomenilo veliko. Tako. Vračamo se k moji gostji iz Banke Celje, kam je peljala tvoja pot. Ja, potem, ko sem se razšla z nasledniki Banke Celje, takrat je bila to Abanka, sem se odločila, da bom pa vseeno dala eno priložnost tej družinski zgodbi. Starejša, ko sem, bolj me vleče k koreninam, bolj me zanima zgodovina. Nikoli ni. Končno je oče in mami sta prišla na svoj račun. Ja, ampak je bilo zanimivo, veš, sem ga morala šele v ta tretje, ko sem mu rekla, jaz bi pa tole vsem pa probala na drugačen način, a si za? Tina, prosim te ne. Ampak jaz bi, a veš, jaz bi. V glavnem, in seveda, kako mi je rekel, da ne, ker sem že tako bila odločena, da je ja. Smo v bistvu postavili eno čisto novo zgodbo. Seveda znanje je ostalo, ki ga je Miroteks imel, absolutno, stroji so bili, on je ena enciklopedija znanja, kar se teh stvari tiče. Ja, in ena lepa, uspešna zgodba, poslovna je to. Ne? In jaz sem se pa odločila, da bom, bolelo me je, da se je takrat začel govoriti o tem ekološkem bombažu, ne? Pa kako je konvencionalen bombaž strupen za otroke, pa kako povzroča razne bolezni tudi pri ženskah, pa pri moških, ne? Neko sledljivost je vse to imel in sem rekla, pa zakaj je Bela cesta mora biti to nedostopno ljudem, ne? Se vsi si želimo biti zdravi. Pa ena mamica, ko dobi dojenčka, je seveda si mu ne želi dati bodija gor, ko ne bo povzročil alergije. Seveda. V glavnem, in jaz sem takrat ugotovila, da pa ta material pa ni toliko zelo drag, da bi to morali biti, da bi bile take brutalne cene. Da bi to bilo prestižna zadeva. Ja, in da je spet neka igra kapitala, ne? V glavnem, in jaz sem se zagnala in sem rekla, zdaj pa, ne, jaz bom pa zdaj naredila produkt, ki bo dostopen širši publiki z dobrim namenom. V glavnem, mi smo se lotili, ne, ampak Slovenija je en tak majhen trg, pa zelo specifični kupci smo Slovenci, ne. Ko je nekaj tujega, smo pripravljeni plačati več, ne, ko je pa domače, smo pa skeptični, ne, do stvari. Tako da en velik krog strank se je ustvarila na Beja, ne, ampak to še vedno ni zadostovalo za to, da bi človek rekel, ne, da lahko pa od tega živi. Hec je pa v tem, da sem jaz v resnici v nepremičninah ves ta čas bila prisotna. In sem bila na dveh koncih, bila sem še pa mama zraven. Ne? Na treh koncih. Na treh koncih, pa še partnerka sem bila. Tako da na štiri konce sem bila razpeta in sem rekla, ena od teh stvari mora zdaj se zaključiti. Se mora zaključiti. V tistem trenutku. Mislim, da je pa pravi trenutek, ker ravno govoriva o tem delu tvoje poslovne kariere v tekstilnem svetu, da obdariva malce naše gledalke in gledalce. Kaj ti meniš?
Absolutno sem za. Izvoli. Ja, v glavnem, mi dve smo se dogovorili, da pa bi mogoče vseeno komu, ki bi želel naj jo poklicati, naj jo karkoli vprašati. Brez nagradnega vprašanja. Brez nagradnega vprašanja. Prva oddaja v novi sezoni je, sva lepo razpoloženi, ravno kar je imela rojstni dan, morda jo pokličete in čestitate Tini rojstni dan. Skratka, brez nagradnega vprašanja, nagrada je zelo lepa, gre za izdelek, ki opiši, prosim ti, da ne bom jaz narobe govorila, za kakšen izdelek gre. Gre za majčke, to so bombažne, čisto enostavne majčke iz ekološkega bombaža. Zadeve imajo najvišji certifikat kakovosti, no, tukaj res nismo šparali. Kar se tega tiče, zelo prijetne so za nositi. Boš videla, boš povedala, bom zelo vesela. Mogoče apeliram tudi na koga izmed gledalcev, poslušalcev, tudi če veste za koga, ki bi mu prav prišlo. Nekaj stvari je na zalogi še, mogoče kakšne spodnice, otroško perilo, ki smo ga delali. Smo zaključili sicer s proizvodnjo, ampak z veseljem priskočim komu na pomoč, ki je v tej ujmi utrpel takšno ali drugačno škodo. Z veseljem se obrne na mene, tudi izven oddaje. Sem pripravljena marsikomu pomagati, tako kot že mnogim doslej. Tako da, ali na hec, ali na resno, ali kakorkoli. Skratka, nocoj v oddajo bova sprejeli 2 klica. Okay. 2 klica in boš podarila majčke. Vsi ostali pa si zabeležite Tina Gracer, najdete jo na Facebook strani in če boste vedeli za koga, ki potrebuje to vrstno pomoč, se pravi majice, spodnice, spodne perilo, bo Tina po svojih močeh pomagala takšnim, ki jim bo to tudi podarila. Skratka, mi dve ne bova postavili nagradnega vprašanja, ampak podarja Tina iz srca, ker je takšen človek. In sva že pri tej temi, ki je po meni spet zelo zanimiva in pohvalna. Vem, da si srčna oseba. To, kar si sedaj ponudila pomoč, je en mali odtenek, kakšna je Tina v resnici, kako veliko srce je, kako je pozorna do ljudi okrog sebe. In tvoj doktorat, tvoja nadgradnja, tvoje izobrazbe, še neke želje imaš. Kaj je to? Spet je povezano pa z ljudmi. Ja, zelo rada imam ljudi in zelo rada vidim, ko so ljudje srečni. In če lahko na kakršenkoli način pripomorem k temu, da nekoga osrečim, je moja sreča multiplicirana, tako se sreča, ne, sam jo ne moreš imeti, vedno jo moraš deliti. Pa ne glede na mojo šolo, 17 let se ukvarjam z nepremičninami. Zelo me veseli, da vsi, ki smo kadarkoli sklenili kak posel ali sem jim pomagala po tej plati, da z vsemi lahko spijem kavo, da so me vsi veseli, jaz njih vesela na cesti, da mi pišejo za rojstni dan, da mi pišejo za novo leto. To so ene take lepe zgodbe. Jaz ne delam tega poklica zato, ker bi zdaj bila jaz nepremičninski posrednik in tako, ko si jih predstavljamo te ameriške zgodbe, ne, multimilijonarji, nič od tega. Meni pomeni, da lahko nekomu pomagam priti do doma. In za mene ima dom eno posebno noto. Tudi ko ti prodajaš svoj dom, potrebuješ na drugi strani nekoga, ki zna to razumeti. Ne? In ko gledam danes zgodbe, pa ne samo danes, sem dala obdobje banke čez, kako ljudje prihajajo in so srečni, ko grejo iz 50 kvadratov na 60 kvadratov v nov blok in brez glavo jemljajo kredite po brutalnih obrestnih merah. Jaz razumem, da so ljudje v stiski. Pa sistem bi moral tudi tukaj na nek način drugače pristopiti, to je nekako moja želja tudi, ampak vseeno, da bi mladi ljudje imeli možnost
drugačnega življenja. Ne za 4 stenami, ne vsak dan v strahu, kako bojo plačali položnice, a bojo lahko otroka peljali na morje ali ne, kako bojo plačali konec meseca tisto obrok kredita in a bojo lahko obdržali službe, ker to je v bistvu suženjstvo in to mene boli. In ne morem biti del te zgodbe. Ne? In na drugi strani gledam ljudi, ki so ostareli, včasih ostanejo sami v teh prevelikih hišah in na koncu s tistim enim gašprčkom v tisti eni sobici noter živijo, ne morejo iti v dom, ker si ga niti plačati ne morejo. Ne? Hiše pa ne morejo prodati. Ne? Da bi tukaj nekje, jaz temu pravim, neki skupnosti našli nek odgovor. Slovenci smo znani zgodovinsko, da smo znali tako živeti, ampak smo se odmaknili od tega. In želim si priti do dna tej zadevi in z nekim projektom pokazati, da v skupnosti zna biti rešitev in da starejši ljudje niso za odpis in da tudi oni imajo dostojanstvo in ne morejo biti samo številka v tem delu, koliko jih še je, ko jih bo prišli v dom za ostarele, pa za koliko številk ni, oni so ljudje. Ne? Ki lahko mojega otroka, tvojega otroka pazijo ali pa mu dajo toliko več, kakor si mi dovolimo od njih vzeti. Oni pa osmislijo življenje. A veš, pa meni kot mami je tudi boljš, da je moj otrok z nekom, ki mu zaupam. Seveda. Ne? Že vidim, ta doktorat bo presegel marsikaj. Pa ne, Če se še na hitro dotakneva, kajti čas se izteka, neusmiljeno beži, 1 urica je skoraj že minila, imava še ravno toliko časa, da te še vprašam o tvojih strasteh potovanj. Španija je ena od tvojih velikih ljubezni, pa tudi sicer z avtodomom se odpravite in vas ni nekaj mesecev. ja, to je bil en tak pobeg v času korone, da sva z možem, ki je tudi avanturist, hud, takrat jaz sem na enem projektu delala, smo imeli eno varianto Španije, smo rekla, spakirimo, lani je bil v šoli, je imel nadaljavo, lahko delo in smo šli. In smo 4 mesece v resnici v Španiji mi živeli. To je bilo vse zaprto. Ne? To je bil čist drug svet. Turistov pa ni bilo. In to je bila Španija taka, To je bila prava Španija. a veš, to, ne? In sem se zaljubila. In v ta potovanja, da imam jaz svoj poštar in svojo tuš, da se lahko, pa lahko grem kamorkoli. V Armenijo, Gruzijo, vse to sva bila in ni problema. Ni problema. Zmoreva. In še bosta šla. Ja. Te pa čaka zdaj eno kislo jabolko, to je jesen. Tvoj sin odhaja na študij. Mamica, Ja, otrok razpira krila. Verjetno je hudo, ampak daj mu. Dala si mu dobre korenine, dala si mu dober zgled. Rad se bo vračal domov. Ti pa zdaj živi svoje življenje. ja, zahtevno obdobje, moram priznati. Imam skozi zdaj robčke zraven, pa nisem tista mama. Hvala. Nisem tista mama, ko bi ga hotela Bog ne daj preklent na sebe, ampak vseeno so to, je najlepša naloga v življenju, ko sem jo lahko bila deležna, je to, da sem mama. In se mi zdi, da na nek način zdaj me bo vedno manj rabo. In malo egoistično, ampak vseeno. Tako da ja. Dala si mu zgled s svojim odnosom do svoje primarne družine, rad se bo vračal. Te vrednote si mu vcepila že od otroštva, da je družina tista osnovna celica in zagotovo boste nadaljevali to tradicijo. Zagotovo boš ponosna nanj, tako kot so tvoji starši nate. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, povedali smo samo površinsko, a kljub temu veliko zanimivo zgodbo, zanimive ženske, ki je izjemno pozitivna, izjemno prodorna in ima izjemno dobre ideje in ponavadi jih vedno uresniči. Tako da držim pesti, da tema, ki si se je lotevaš v doktoratu, meso postane.
Hvala lepa. Hvala. In vse dobro še naprej, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Vidimo se že prihodnji torek, namreč oddaja Ženska arena z novo sezono postaja vsakotedenska. Vsak torek bomo skupaj. Lahko noč.